Drage poslušalke in poslušalci, drage gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni tudi v zadnjem dnevu letošnjega radijskega misijona. Prišli smo do zadnjih skrivnosti, ki jih izpovedujemo v naši veri, v naši veroizpovedi. In sicer bomo malo razmišljali o eni sveti katoliški in apostolski cerkvi. Malo bomo razmišljali o tem, da verujemo v en krst, v odpuščanje grehov in v večno življenje. To so pravzaprav temeljne stvari, tisti vrhunci naše vere, pravzaprav saj izražajo našo vero v presežnost, v nebesa, po domače povedano. So pa na nek način te skrivnosti tudi sad življenja, ne zgolj izpovedovanja, ampak življenja po veri prvih treh teh glavnih členov veroizpovedi. Da verujemo v Boga Očeta, ki je stvarnik, da verujemo v Jezusa Kristusa, ki je odrešenik, in da verujemo v Svetega Duha, ki je Bog, ki oživlja, ki nas vodi, ki nas usmerja. To je tisti, ki ima prostor tudi v našem srcu, kakor je Pavel zapisal. No in prav v ta člen o Svetem Duhu spadajo tudi te skrivnosti, ki bomo danes skupaj razmišljali. Naj bo to tudi del naše poti v svetem letu, ko romamo kot romarji upanja, kajti upanje korenini v naši veri v troedinega Boga. Tam je naše upanje zasidrano, zato je tudi sidro znamenje upanja. Upanje torej je nekaj, kar ne korenini v nas, ampak kar korenini izven nas, izven človeka. In vera, upanje in ljubezen so tiste tri kreposti, ki nam pomagajo prav živeti to resničnost, da nimamo svojega cilja znotraj samih sebe. Človek je edino bitje, ki nima svojega cilja v svojih rokah, če tako rečemo, v tem smislu, da bi ga lahko sam dosegel. Ampak nam ga podari Bog, mi pa zato se lahko razpoložimo z vero, upanjem in ljubeznijo. In to nam pa omogoča življenje v eni sveti katoliški in apostolski cerkvi. In to je prvi del skrivnosti, o kateri želimo danes nekoliko razmišljati. In pravzaprav želimo poglobiti svojo pripadnost cerkvi. Zavest, da ne samo pripadamo cerkvi, kakor pripadamo kakšnemu društvu ali drugi ustanovi, ampak da smo cerkev, da smo ud skrivnostnega Kristusovega telesa, ki se imenuje cerkev. Da verujemo vanjo, seveda pa ne čisto na enak način, kakor verujemo v Očeta, Sina in Svetega Duha, ampak vendar tudi verujemo prav v moči vere v troedinega Boga. Prva taka resničnost, kateri je vredno razmišljati, je, da je cerkev skrivnostna resničnost. Torej je skrivnost. Je nekaj, kar ne moremo do konca dojeti. Nekaj, kar tudi korenini v Bogu. Da je pravzaprav podobna skrivnosti učlovečenja Boga. Torej, druga Božja oseba, Jezus Kristus, Božji sin, večni Božji sin, se je učlovečil in tako začel živeti tudi v človeški naravi. In to je velika skrivnost, ki je pravzaprav z razumom ne moremo dojeti. Namreč gre za to, da tisti, ki so živeli s Kristusom, ko se jih je Kristus dotaknil, se jih je dotaknil Bog, čeprav se jih je dotaknil človek. Čeprav se jih je dotaknil človeško roko. Ampak kot oseba je bila to druga Božja oseba, Jezus Kristus. In oseba se pravzaprav preko telesa dotika. Ko se mi dotikamo drugega, ne rečemo, mamina roka se je dotaknila otroka ali pa moževa se je dotaknila žene. Ampak mama se je dotaknila otroka, mož se je dotaknil žene. Vidite, gre za osebo. S telesom pa izražamo svojo osebo. Zato se je Kristus tudi s telesom, človeškim telesom, izražal kot Bog, kot Božja oseba. Zato lahko rečemo, da kdor je slišal Jezusove človeške besede, je slišal Božje besede na človeški način.
In nekaj podobnega lahko rečemo tudi za cerkev. Ko je Jezus odšel k očetu, je pravzaprav kaj naredil? Hotel je ostati tudi na človeško dojemljiv način med nami. In zato je pustil na zemlji svoje, bi lahko tako rekli danes, sociološko telo. Torej neko skupnost ljudi, ki jih je tako povezal med seboj, da so njegovo skrivnostno telo na zemlji. Mi smo torej udje Kristusovega skrivnostnega telesa. In kar cerkev dela v tem pomenu, v tem svojstvu, kot Kristusovo skrivnostno telo, dela pravzaprav Bog na zemlji. Najbolj seveda v zakramentih, če samo pomislimo, da ko cerkev obhaja recimo Evharistijo, sveto mašo, takrat Kristus sam spremeni kruh v svoje telo in vino v svojo kri. Torej po cerkvi, po duhovniku, torej po človeku, na človeški način deluje Bog. V vseh zakramentih na vrhunski način deluje Jezus Kristus, on, ne človek, ki sodeluje v obredu, recimo, ampak deluje po tem človeku ali po teh ljudeh, ki sodelujejo pri obredu, deluje Kristus sam. In v tem smislu je cerkev torej velika skrivnost, kaj ti nadaljuje tisto delo, ki ga je Kristus začel, ko je postal človek. Tudi v času, ko ga ni več kot človeka med nami, vsaj na tak način, da bi kot človek lahko deloval. Imamo pa njegovo človeško navzočnost tudi pod podobo Evharistije navzočo v naši sredi. In če zdaj malo nadaljujemo to, kar izpovedujemo, da je cerkev ena, sveta, katoliška in apostolska. Kaj pomeni to, da je cerkev ena? Pomeni, da cerkev je samo tista resničnost, tista skupnost, ki jo je postavil Jezus Kristus. Kajti v zgodovini je še marsikdo poskušal potem ustvariti ali postaviti kakšno vzporedno cerkev. Ampak cerkev je lahko samo ena. To je Kristusova cerkev. Res, da lahko razne skupine tej cerkvi pripadajo bolj popolno ali manj popolno, ampak ne moremo govoriti, da imamo 5 ali 10 cerkva, imamo samo eno Kristusovo cerkev. Kakor je bil Kristus samo eden, ki se je učlovečil, ni 10 učlovečenih Kristusov, ampak je samo eden, tako je tudi cerkev kot njegovo skrivnostno telo v vsej zgodovini samo ena cerkev. Ena je po svojem izvoru, torej po Sveti Trojici, po enem Bogu, ki je po Kristusu ustanovil cerkev. Ena je po svojem ustanovitelju, torej Jezusu Kristusu. Ena je tudi, bi lahko rekli, po svoji duši, kajti duša cerkve je Sveti Duh in Sveti Duh, kjer deluje Sveti Duh, vse povezuje v eno resničnost, v eno skupnost. Potem ena je tudi glede zunanjih, vidnih vezi edinosti cerkve in te vidne edinosti cerkve so en nauk, samo eden nauk je nauk cerkve, to je nauk, ki ga je učil Jezus Kristus. Potem je eno obhajanje bogoslužja, tudi potem je cerkev ena. In eno je tudi apostolsko nasledstvo. Torej to, kar apostoli nadaljujejo in prenašajo iz roda v rod. Prvi apostoli so to prinesli na prve škofe, ti prvi škofje so prinesli potem to na svoje naslednike in to imenujemo apostolsko nasledstvo. Tako lahko tudi tu omenimo, da je potrebno, da obžalujemo recimo tudi to, da smo v zgodovini kristjani se razcepili, da nismo vedno in povsod bili in še tudi danes nismo povsem enotni. Smo enotni v bistvenih stvareh, torej v veri v Jezusa Kristusa, tudi v kakšni drugi stvari še, vendar pa vsaka verska skupnost pa izpoveduje morda v kakšno stvar drugače, kakor druga in zato je še vedno
smiselno moliti in delati za edinost cerkve, zato ker je Kristus molil pri zadnji večerji, da bi bili vsi eno, kakor sva jaz in ti, Oče, eno, jaz v njih, oni v meni, da bi bili vsi eno, kakor sva mi dva eno. To je gotovo ideal, po katerem je prav, da vsi hrepenimo in za njega tudi delamo. Smo v tednu pred velikim tednom, ko bomo razmišljali o Jezusovem trpljenju, in tam bomo srečali tudi eno zelo lepo podobo edinosti ali enosti cerkve, in sicer to je njegova suknja, ki smo jo na Kalvariji slekli, in pravi Sveto pismo, da je bila scela tkana. Zato je vojaki niso raztrgali, razrezali, ampak so zanjo vrgli žreb, komu bo pripadala. Zato, ker bi seveda razrezana, raztrgana suknja, ki je scela tkana, nikomur ne koristila. Tako je cerkev, ki jo je Kristus ustanovil, lahko prepozna prav v tej suknji. Tudi cerkev je Kristus scela stkal, zato je ne smemo razdeliti. Cerkev je tudi sveta. Kaj to pomeni? To ne pomeni, da v cerkvi ni grešnikov. Smo v cerkvi, smo grešniki in svetniki. Ampak sveta je zaradi tega, ker je Kristusovo skrivnostno telo. Ker je v tem telesu navzoč Sveti Duh. Ker je po tem telesu, cerkvenem telesu, navzoč Bog, Jezus Kristus na zemlji. Ker je po Jezusu Kristusu pa je Jezus Kristus pa je tudi pot k Očetu, ker je Kristus, tam je Oče. Zato je v cerkvi vedno navzoča Sveta Trojica in to je vir svetosti cerkve. Cerkev je sveta zaradi Boga, ne zaradi vernikov, ki bi bili pridni, dobri. To je že posledica svetosti cerkve. Tisti udje cerkve ali člani cerkve, ki si prizadevajo, da bi čim bolj živeli po evangeliju, skladno z navdihi Svetega Duha v sebi, po podobi Jezusa Kristusa, z mislijo na Očeta, ki nas čaka v nebesih, tisti lahko prosevajo to Božjo svetost v svet. In to so svetniki, bi lahko rekli. Cerkev je sveta tudi zaradi svetih stvari, ki jih vključuje, ki jih nosi v sebi. In te svete stvari, kakor jih tradicija cerkve imenuje, so zakramenti. Zakramenti so najsvetejše stvari na tem svetu. Saj so bogoslužje, bogočastje, slavljenje Boga, čaščenje Boga, vseh 7 zakramentov, ki pa v središču seveda nosijo Evharistijo, ker je po njej navzoč Jezus Kristus kot Bog in človek med nami. In želja Jezusa Kristusa je bila in še je, da bi čim več ljudi, tudi kot celotna skupnost, to svetost izžarevali v svet. In ta svetost, če jo izžarevamo, če jo živimo sredi sveta, je vedno privlačna. In to je tisto sredstvo, če tako rečem, po katerem se svet lahko začne bližati cerkvi in po cerkvi Bogu. Cerkev je tudi katoliška, tako jo tudi imenujemo. Katoliški pomeni vesolen, nekaj, kar vse obsega. Torej, katoliška ne pomeni samo katoliška cerkev, ampak pomeni vesoljna cerkev. Torej, tista ena Kristusova cerkev, ki zajema vse, bi lahko rekli, ljudi, oziroma želi zaobjemati vse ljudi, biti v vseh ljudeh, priklicati in privabiti vse ljudi. Torej, je nekaj katoliškega, vesoljnega, nekaj, kar želi prinesti odrešenje tudi konec koncev samostvarstvu. To bi lahko razumeli pod katoliška. Torej, to pomeni tudi, da zunaj te Kristusove cerkve, te vesoljne cerkve, ni zveličanja. To pomeni, da kdor se hoče zveličati, kdor hoče priti v nebesa, po domače povedano, se mu lahko to zgodi samo po Jezusu Kristusu. Zdaj, na kakšen način pa bo
Kristus prišel do tega človeka, kako se mu bo razodel. To pa je po eni strani naša naloga, da svetu pričamo, po drugi strani pa je to tudi njegova stvar, da se on tudi na skrivnostne načine, nam nepoznane načine lahko približa drugim. V tem smislu lahko rečemo, da zunaj katoliške cerkve ni zveličanja, torej zunaj Kristusove cerkve ni zveličanja. Cerkev je tudi apostolska, tako izpovedujemo. Apostolska na nek način vključuje 3 takšne vidike, da je v njenem temelju najprej mogoče najti apostole, torej tistih 12 apostolov, najprej 11 bi lahko rekli, oziroma najprej 12, potem 11, potem pa zopet 12 apostolov, na katere je kot na stebre ali pa kot na temelj Kristus postavil svojo cerkev. In okrog njih so že v Jezusovem času, pa po Jezusovi smrti, po vstajenju se začeli zbirati tudi drugi verniki, tudi drugi učenci in kristjani, in pri nebohodu Jezus jim naloži nalogo: pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij. Garant evangelija, pristnosti evangelija pa so apostoli. Zato se tudi nauk cerkve razvija vedno tako, da je v skladu z prvim naukom apostolov, torej z najstarejšim delom Nove zaveze, in potem skozi vso zgodovino cerkve vidimo lahko, kako so se učitelji cerkve trudili ostati zvesti temu osnovnemu apostolskemu nauku. Zato bi lahko rekli, da cerkev sloni na apostolih, sloni na njihovem nauku, njihov nauk pa ima zagotovilo trajnosti in nezmotnosti prav zaradi delovanja Svetega Duha, ki ga je Kristus poslal od Očeta. Binkošti so torej ta dogodek, bi lahko rekli, ki cerkvi zagotavlja, da se v svojih temeljih nikoli ne more popolnoma oddaljiti od nauka Jezusa Kristusa. Zato tudi, kadar cerkev izraža nove dogme, recimo, da kakšen papež izrazi novo dogmo ali kakšen koncil izrazi novo dogmo, jo mora vedno izraziti v skladu z celotno tradicijo cerkve in s Svetim pismom. Če bi v nauku kakšna stvar nasprotovala nauku, ki je zajet v Svetem pismu, torej v razodetju, ali potem v celotni zgodovini cerkve, bi bil seveda kriva vera. Tudi takih primerov smo nekaj imeli v zgodovini, ampak je cerkev prav preko svojih učiteljev vedno našla tudi pravo pot izhoda iz takih situacij. Lahko bi rekli, da je cerkev zato ena najlepših resničnosti, ki jo je na svetu zapustil Kristus. Morda se lahko spomnimo nekega lepega izraza, ki so ga uporabljali že cerkveni učitelji, naši prvi cerkveni učitelji, torej tisti v prvih stoletjih, ko so rekli, da je cerkev skrivnost lune. V čem je luna tako enkratna? Ja, v svoji svetlobi, ki pa je nima od sebe. To ni lunina svetloba. Luna dobiva svetlobo od sonca in sončno svetlobo v temnih nočeh prenaša tudi na zemljo. In gledajte, to je skrivnost cerkve. Cerkev nima svoje svetlobe, nima svoje resnice, nima svoje svetosti, ampak je postavljena, da preko nje, tudi v današnji svet, torej v vso zgodovino človeštva, prihaja Kristusova luč, Božja resnica, Božja svetloba, ki nas razsvetljuje. Vsak kristjan je torej poklican, da je v svojem okolju, tam, kjer živi, pa naj bo to zakon, družina, delovno mesto, krajevna skupnost, država, poklican, da je takšna skrivnost lune, da torej iz njega sije Kristusova luč. On je luč,
Kristusova svetloba, Božja svetloba, da iz njega prihaja Božja modrost, torej modrost navdihov Svetega Duha. K temu smo poklicani in to je pravzaprav naše temeljno poslanstvo na tem svetu. To, da smo zdravniki, pa šoferji, pa kmetje, pa ne vem kaj še drugega, to je vse tako, bi lahko rekli, mimo grede. To pač spada zraven v življenje. Ampak bistveno, zakaj živimo, pa je, da smo luna, da smo tista skrivnost sredi tega sveta, ki v svet prinaša Božje navdihe in Božjo svetlobo, v luči katere lahko tudi drugi, ne samo mi sami, vidijo dogodke, zgodovinske dogodke, svoje osebne dogodke, stvari, naravo, drugega v Božji luči, z Božje perspektive. Potem v moči te velike skrivnosti Cerkve lahko rečemo, da verujemo tudi v en krst oziroma priznavamo en krst v odpuščanje grehov. En krst, krst je tisti temeljni sakrament, tista skrivnost, smo rekli, v kateri Bog naredi prve temeljne in osnovne spremembe v človeku, ki je zaznamovan z izvirnim grehom, ki torej živi v krhkosti svoje človeške narave, pa v grešnosti svoje človeške narave. Najprej pod vplivom grešnosti vsega sveta, in to je izvirni greh, da smo spočeti in rojeni v svetu, kjer je navzoč greh. Bog si je zamislil, da bi človek bil rojen v raju, ker ne bi bilo greha. Ampak po prvem grehu se je začel ta podzemni tok zla, bi lahko rekli, širiti po zemlji in ljudje smo spočeti in rojeni od takrat naprej v drugačnem svetu, kot si je Bog zamislil. In to negativno vpliva na ves človeški razvoj, na človekovo življenje in konec koncev slabi tudi našo voljo, oslabi tudi naše spoznanje in zato je človek bolj nagnjen k slabemu, kakor k dobremu. In s krstom Bog poseže v to resničnost, v to krhko in grešno resničnost človeka in jo popravi, bi lahko rekli. Jo ponovno vzpostavi takšno, kakršno je želel v raju, pravzaprav skoraj takšno, bi lahko rekli. Kajti nekaj posledic tega greha, ki se v svetu skozi zgodovino nenehno ponavlja, ostaja in z njimi se moramo boriti potem tudi z Božjo pomočjo, seveda. Zato lahko rečemo, da je krst začetek našega odrešenja. Tudi krst izpovedujemo, da je samo en krst. Krst je samo krst v Svetem Duhu in v vodi, kakor je že v Svetem pismu rečeno. Sveti Duh in voda sta tisto orodje, bi lahko rekli, ki poseže v človekovo to stanje po izvirnem grehu ali pa tudi po osebnih grehih, če je človek odrasel krščen in izmije krivdo, izmije določene posledice greha, zlasti večno posledico greha. In zato lahko rečemo, da smo pri krstu prerojeni, prenovljeni. Gre za neko novost, ki je človek sam ni sposoben uresničiti. Lahko si tudi predstavljamo, zakaj so na začetku krščevali tako, da so človeka potapljali v vodo. Potem smo to malo zreducirali samo na oblivanje. Res, da je v skrajnem primeru, recimo v neki smrtni nevarnosti, ko ni mogoče niti obliti z vodo, lahko samo poškropimo z vodo in je že dovolj za krst. In seveda, da pri tem izgovorimo besede, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ampak izvorno na simbolika je potopitev v vodo. Voda pa je simbol Svetega Duha oziroma delovanja Svetega Duha. Že tam na začetku pri stvarjenju preberemo, da je Sveti Duh da je Duh vel nad vodami. No in to je taka predpodoba krsta, ko Sveti Duh da vodi
eno nadnaravno moč spreminjati duhovno resničnost človeka. In gledajte, ko potopimo človeka, izgovarjamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Torej v imenu Svete Trojice potopimo človeka v to skrivnost Svetega Duha, da bi se prepojil s Svetim Duhom. Ne seveda v materialnem smislu, ker je Sveti Duh duhovna resničnost. Ampak, če bi tako po domače si predstavljali, ne, če damo recimo suho spužvo, stisnemo in jo potopimo v vodo in jo tam spustimo, se napoji z vodo. In ko jo dvignemo ven, pa če jo stisnemo, iz nje steče voda. Če bi zdaj za kristjane rekli, ko ga potopimo v Svetega Duha, ko je v duhovnem smislu suh, se tam napoji Svetim Duhom. In ko pride zopet ven, če bi ga stisnili, po domače povedano, ne, to pomeni, če to, kar on potem misli, govori in dela, pride iz njega Sveti Duh, oziroma vse, kar je nekako pod vplivom, pod delovanjem Svetega Duha. Zato je krst tako velika resničnost in je prav, da se jo velikokrat spominjamo, da tudi na dan svojega krsta se tega spomnimo, če je mogoče, poromamo tudi k svojemu krstnemu kamnu. Blaženi Anton Martin Slomšek je vsako leto, če je le mogel, poromal na Ponikvo k krstnemu kamnu v župnijski cerkvi. Pa ni bilo takih možnosti potovanja, kakor danes. Torej je en izziv tudi za nas, tudi v tem svetem letu smo že, ali pa še morda bomo obiskali recimo kraj, kjer smo bili krščeni, ker se je torej zgodila ta velika, velika resničnost našega prenovljenja, prerojenja, ko smo na novo zaživeli v duhovnem smislu. In prav krst je tisti prvi korak, v katerem Bog pomaga človeku, da se reši začaranega kroga zla ali greha. Tu Bog seže v človekovo življenje in ga potegne iz neke duhovne, negativne resničnosti. Zato izpovedujemo tudi, da verujemo v en krst in odpuščanje grehov. No, ker je pri krstu pravzaprav prvi takšen božji poseg, ko odstrani posledice našega greha in krivdo, ki je tisti bistveni del naših grehov. Božja ljubezen je pravzaprav tista, ki izniči naše grehe. In krst je potopitev v to božjo ljubezen, božje usmiljenje, v katerem se dejansko naši grehi raztopijo, v smislu izničijo. Bog uniči naše grehe. Greh je namreč duhovno stanje človeka, v katerem je človek oslabljen v vseh svojih dejavnostih. Še zlasti, če je greh velik, težek, je popolnoma prekinjen odnos z Bogom. In gledajte, tega človek sam ne more popraviti. Zato Bog prihaja človeku naproti. Zato je Jezus Kristus se učlovečil. Zato je šel skozi trpljenje, zato je šel na križ in zato je tudi vstal in pustil grob prazen. Prav zaradi tega, da bi človeka rešil iz objema greha. Edino Bog lahko greh odpusti, torej to krivdo, ki je del greha, lahko edino Bog odpusti. To je izraz očetove ljubezni do otroka. Luka je to lepo izrazil v tisti podobi očeta in izgubljenega sina oziroma dveh izgubljenih sinov. Mlajši, ki je odšel od doma, je bil izgubljen, pa tudi starejši, ki je ostal doma, je tudi bil izgubljen. Oba sta o očetu mislila slabo. Mlajši je mislil, da ga ovira v njegovi svobodi, zato je odšel. Ampak je kmalu v svetu ugotovil, da je doma bil svoboden, da je v svetu postal pravzaprav suženj. Starejši sin pa je ostal doma in je
razmišljal slabo o očetu, ker je mislil, da mora si kupiti očetovo ljubezen. Zato je rekel, priden sem bil, vse sem naredil, kar si rekel, pa mi nikoli nič nisi dal. Pa je vse imel, ampak ni videl prav, ni imel pravega odnosa, ne do očeta, ne do imetja, ki ga je imel oče oziroma ki je po dediščini pripadalo tudi njemu. Glejte, v to seže Bog, tako kakor je ta oče segel v življenje mlajšega sina, ko je ta se skesal in prišel nazaj, ni ga kaznoval, ampak se je razveselil vrnitve in je šel ven tudi k starejšemu sinu in ga še prigovarjal, nagovarjal, torej mu dajal nove in nove možnosti, da bi tudi on lahko prišel nazaj domov v tistem pravem pomenu besede. Samo Bog nam torej lahko daje gotovost odpuščanja grehov. Mi sami sebi, ne drug drugemu ne moremo odpustiti ne krivde, ne večne kazni za greh ali večne posledice greha, če je to, kar je pogubljenje, če je greh tako velik, da je prekinil odnos z Bogom. Samo Bog lahko to na novo vzpostavi. Zato nam prihaja na pomoč, nam prihaja nasproti, tudi kot grešnikom. Prvi korak smo že rekli, povedali, razmišljali, krst. V krstu nam pride naproti prvič. Potem, če se še z grehom oddaljimo po krstu od Boga, nam prihaja naproti z zakramentom pokore in sprave, torej z zakramentom spovedi, kot po domače rečemo. In tudi sicer, tudi po zakramentu Evharistije, na začetku svete maše je vedno tudi se kesamo, priznamo svojo grešnost, jo Bogu izročimo in male grehe tudi tam Bog odpušča. Tudi v takem resnem, iskrenem kesanju nam Bog odpušča grehe, vsaj male. Če pa uspemo doseči popolno kesanje, pa nam popolno kesanje v kesanju izbriše Bog tudi lahko velike grehe. Popolno kesanje je to, da se kesamo iz ljubezni do Boga in do ljudi, ne zato, ker vemo, da smo z grehom naredili sebi in drugim nekaj slabega. To je razumsko kesanje, ki je dovolj za obhajanje zakramenta sprave. Medtem ko popolno kesanje pa je, da mi je žal, da sem tako ravnal iz ljubezni do Boga in do bližnjega. Tako vidite, to so načini, kako nam Bog dejansko prihaja naproti, da bi nas rešil iz te naše resničnosti greha in zla. Vsekakor je v Svetem pismu večkrat izraženo in gotovo tudi vsak izmed nas kdaj v svojem srcu čuti, da Bog želi kot Oče, kot Sin in kot Sveti Duh vsakemu izmed nas odpustiti vse grehe, da nas reši iz te zasužnosti grehu in zlu. Ko Bog grehe odpusti, grehov enostavno ni več. Lahko to primerjamo tudi stvarjenju oziroma antistvarjenju. Tako kot Bog pri stvarjenju iz nič oziroma iz svoje ljubezni nekaj ustvari, tako lahko on določene resničnosti tudi izniči, jih negativno ustvari, bi lahko rekli, da jih ni več. In to dela prav z grehom, z tem zlom, ki ga greh nosi v sebi. Seveda, določene posledice tega greha pa ostanejo, kljub temu, da je krivda po Božjem usmiljenju izbrisana. Če nadaljujemo z izpovedovanjem naše vere, potem pridemo v te zadnje člene ali skrivnosti, ko pravimo, da pričakujemo vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Pravzaprav je to vrhunec naše vere, bi lahko rekli. Kajti vrhunec naše vere je izpoved vere v vstajenje. Vstajenje Jezusa Kristusa in v njem vstajenje vsakega izmed nas. Vstajenje je izraz ljubezni Svete Trojice. Vstajenje je izraz polnosti življenja. Apostol Pavel
nam je malo razprl pogled v to skrivnost, ki je tako velika, da si jo v nobenem primeru ne moremo predstavljati. Zato, ko so ga malo spraševali o tem, kako pa bo to izgledalo, kako pa bo izgledalo v nebesih ali po vstajenju, je zelo jasno povedal, da kar v človekovo oko ni prišlo, kar človekovo oko ni videlo, kar človekovo uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, to nam je Bog pripravil v nebesih. Torej, nič tega, kar zdaj vidimo, slišimo ali doživljamo, ne moremo v polnosti primerjati temu, kar nas čaka po vstajenju, našem vstajenju. Torej, vstajenje mrtvih, pa vera v vstajenje mrtvih ni tako enostavna. Zato je zanimivo, da razne raziskave kažejo, da je to ena izmed tistih skrivnosti vere, v katero tudi tisti, ki se izrazijo za verne, najmanj verujejo. Torej, določene raziskave, ki seveda jih je treba z neko rezervo vedno vzeti, kažejo recimo, da med tistimi, ki tudi rečejo, da bolj ali manj redno obhajajo zakrament svete maše, prihajajo k sveti maši, skoraj redno ali pa bolj ali manj redno, ali pa da rečejo, da verujejo, da vsaj to izpovedujejo, ko jih vprašajo, ali pa so jih vprašali, ali verujejo v življenje po smrti, jih je samo 25, okoli 25% odgovorilo, da. Medtem ko ostali, da ne. To izraža gotovo eno stisko tudi sodobnega kristjana ali sodobnega vernika glede vere v posmrtno življenje. O smrti, se veste, težko razmišlja današnji človek. Smrti se današnji človek po eni strani izogiba, po drugi strani bi jo pa rad sam povzročil. Ko govorimo, recimo zdaj tudi pri nas, da bi uzakonili evtanazijo, da bi uzakonili pomoč pri samomoru, ali ko imamo legaliziran hoteni splav, vse to po eni strani govori o tem, da hočemo smrt obvladati, da hočemo smrt mi imeti nekako na povodcu in mi določati, kdaj bo človek umrl. Po drugi strani pa vse naredimo, da bi smrt ostala zunaj našega vsakdanjega dojemanja življenja. Otrokom nekateri niti ne pustijo k umrlemu človeku ali od umrlega, recimo, ponekod se niti posloviti ne morejo več, zato ker ga odpeljajo v hladilnico ali potem v krematorij in ga se z njim, z njegovimi posmrtnimi ostanki, s pepelom, ki niti točno ne vemo, ali je res ta pravi pepel tega pokojnika ali ne, srečajo šele, ko dobijo žaro v roke. Glejte, to se pravi, smrt odrivamo. Po drugi strani pa se bojimo razmišljati o tem, da je življenje tudi po smrti. Pravzaprav je v tem rešitev našega življenja, je rešitev tudi naše vere ali pa, če hočete, tudi naše radoživosti. Živimo v svetu, zlasti v zahodnem svetu, kjer ljudje nimajo več radi življenja, čeprav bi si radi podaljšali življenje. To so zopet take kontradikcije, taka nasprotja v doživljanju sodobnega človeka. Po eni strani bi vse naredili, da bi vsak sebi podaljšal življenje, po drugi strani pa nočemo imeti več dovolj novih življenj. Rodnost opada v zahodnem svetu. V mnogih državah, tudi pri nas, se ne rodi toliko novih otrok, da bi nadomestilo vsaj tiste, ki umrejo. Glejte, vse to je resničnost pogleda na smrt in na življenje. In velikokrat slišim prav to, da mi mladi rečejo, ja, kako pa naj z veseljem rodim človeka v tak svet, v katerem živimo?
poglejte, če je pa to tako, pa je to tako, pa so vojne, pa nobene perspektive ni več, službe ni in še bi lahko naštevali, na kaj ljudje pomislijo, na kaj vse prej pomislijo, predno pomislijo, ja, pa bi morda bilo vredno roditi novega človeka za večno življenje. Ker samo to pravzaprav je lahko tisti glavni motiv. Bog mi je zaupal to skrivnost novega porajanja. Zato, ker hoče imeti zaradi ljubezni do človeka ljudi, s katerimi bo vso večnost živel in torej bodo ljudje tudi z Bogom vso večnost živeli. To pomeni res imeti globoko vero v vstajanje mrtvih in v življenje po smrti, torej v večno življenje. Vstajanje mrtvih v krščanskem pomenu vsebuje tudi prepričanje in vero, torej, da bo človek vstal s telesom, da ne bomo samo kot neki duhovi. Sicer radi rečemo, da pri smrti se duša loči od telesa, ampak pri tem seveda ne smemo misliti tako, da se zdaj duhovni del človeka popolnoma loči od telesnega dela, ker potem bi v tem nekem vmesnem obdobju človek ne bil več človek, ampak bi bil angel. Torej ne gre za to, da bi človek bil samo duh recimo v času od smrti do konca sveta, ko rečemo, da bodo vstala telesa mrtvih. Ampak verujemo, da je ta duša pravzaprav nekaj, kar vključuje celega človeka, ko rečemo, da se duša loči od telesa. Se loči od tega konkretnega zemeljskega telesa, ki zdaj tukaj kot mrtvo telo leži pred nami. Ampak ko Sveto pismo kdaj imenuje človeka duša, vidimo, da razume to kot celotnega človeka, kot telesno, duševno in duhovno bitje, ampak da ga gleda z tega duševnega vidika ali z duhovnega vidika. Zato govorimo potem lahko tudi o duhovnem telesu ali poduhovljenem telesu, ki bo isto naše, to zemeljsko telo, ampak predrugačeno. Tako, kakor je bilo Kristusovo telo po vstajenju drugačno. Čeprav je bilo isto Kristusovo telo. Morda lahko to malo bolj razumemo ali vsaj se približamo tej skrivnosti, če vemo, da se vsakih 7-8 let približno zamenja vsa materija v našem zemeljskem telesu. Po domače povedano, če je nekdo mene videl pred 10 leti, pa me danes gleda, ni takrat nič od tega, kar danes gleda, videl. Glede na telo, glede na materijo telesa, torej na molekule, atome in te snovi, ki sestavljajo telo. Ker so se mi v tem času spremenile. Ampak sem še vedno jaz, isti jaz, takrat in danes. In ta materija se lahko na veliko načinov spreminja. Nekaj jih poznamo že tukaj na Zemlji, recimo vemo, da je tudi energija materija. Torej se lahko moje telo tudi v neko energijo spremeni, pa bom še vedno jaz in bom še vedno človek, ki je duševno, telesno bitje. Ne samo telesno, ne samo duševno. Vedno mora biti telesno, duhovno bitje, da je človek. No in če že v tem življenju se lahko materija tako spreminja, kako se ne bi mogla še drugače spreminjati po smrti, torej v tistem večnem življenju, ki je prav tako ali pa še bolj resnično, kakor to zemeljsko življenje, samo pod drugačnimi pogoji, na drugačen način, ki ga trenutno pozna samo Bog in tisti, ki so to že dosegli. Mi pa v tem lahko, kot je Pavel rekel, samo malo sanjamo in tu in tam imamo tudi kak predokus. A veste, to je takrat, ko rečemo, ja, danes je bilo pa tako lepo ali pa tole je bilo pa tako lepo, kakor bo v nebesih. Seveda bo v nebesih še lepše, ampak tako, kot nek predokus tega pa lahko zaznamo tudi v takih doživljanjih. No in
vsa taka razmišljanja in tudi pogovori o teh stvarih se mi zdi, so zelo, zelo pomembni za to, da ohranjamo vero v posmrtno življenje, da tudi to vero poglabljamo, da jo prenašamo na druge, da se v otrocih o teh stvarih pogovarjamo. Veste, otroci so včasih bolj dojemljivi za te stvari, kakor mi. Se spomnim ene resnične anekdote, ko je v neki družini umrla babica, seveda, ko je bila v procesu umiranja, ker je bila prebolana, so tako otroke, male otroke, še predšolske, pa šolske, osnovnošolske, pripravljali na to. Pa so, kam bo šla v nebesa, pa malo kako so nebesa, kako je tam lepo, kako bo tam babici prijetno in lepo in da se bomo tam nekoč tudi srečali. Ne? No, potem pa je res umrla in mama in oče sta bila žalostna, sta tudi jokala. In eden od otrok pravi, ja, mama, zakaj pa jokaš? Saj babica je ja šla v nebesa, tam pa je lepše. No, tako ena preprosta otroška vera. To bi lahko rekli, ni otročja, ampak je otroška vera, kakršno bi bilo prav, da jo tudi mi imamo, vsaj ko gre za te večnostne resničnosti naše vere, v katerih pravimo, imamo samo zagotovilo Kristusa, ki nam je to obljubil, torej imamo Božje zagotovilo, kar je gotovo veliko vredno, ampak imamo tudi v srcu nekaj, kar nam o tem govori, da smo ustvarjeni za nebesa, da nismo ustvarjeni za ta svet, da če je, kot je tudi Svetopismo izrazilo, če ni vstajenja mrtvih, če Kristus ni vstal, potem je prazna naša vera in smo ljudje najbolj nesrečna bitja na tem svetu, zato ker nobena žival ne hrepeni po nebesih. Mi pa nosimo nebesa v svojem srcu, ker smo ustvarjeni za nebesa. In nismo sposobni doseči nebes sami, ampak nam jih Bog zagotavlja in nam jih bo podaril, če le mi ne bomo rekli ne. Zato smo tudi v tem misijonu, da bi poglobili to našo vero in da nikoli, ne v tem življenju, zlasti pa ne v trenutku smrti, ne bi Bogu rekli ne, ampak da bi mu rekli, da Gospod z veseljem. Tako, naj se nam to v življenju poglablja, ta vera, naj tudi naše življenje izraža ta optimizem in letošnji misijon naj k temu pripomore. Zato hvala za to, da ste bili v tem tednu z nami in da boste to, kar ste ob teh razmišljanjih doživeli in vam je Bog dal in poglobil, delili tudi z drugimi. In lepo življenje naprej vam želim. Ter blagoslovljene velikonočne praznike, ki so pred nami in seveda še prej lepo doživljajte veliki teden.